jaz vas vprašala. Vi pravite, da prodajate v bistvu znanje in razvoj. Zdaj, letos ste uspeli s tem prodorom v Intel z Heineken, kot je vaš vodja podaj povedal, drugih za lastno razvito tehnologijo, ki poudarja varčevanje, tehnologije. Mene zanima, v katero smer boste razvoj peljali naprej? To je naše podjetje, kot je vidno iz krasnega filma, glede čestitam. Naše podjetje se ukvarja z sistemi v živilski industriji, farmacevtski in kemični industriji. To so področja, ki so izjemno zahtevna. Torej, riziko procesne opreme, ki jo tržimo v teh industrijah, je izjemno visok. To, da je vložek znanja in pa lastnega razvoja izjemno visok. Torej, številke, ki so razvidne tudi v vašem časopisu, kažejo na to, da nismo veliko podjetje in to seveda ni možno v tovrstni dejavnosti. Razvoj je počasen, razvoj je z majhnimi koraki, temelji pa absolutno na lastnem znanju. In torej naša perspektiva nadaljnega razvoja je vsekakor povezana z nadaljno racionalizacijo v porabi energije, z izboljšavo tehnoloških postopkov na področjih, na katerih se nahajamo, in pa seveda za samo racionalizacijo v proizvodnji tovrstne opreme. Zdaj, za razvoj in za vlaganje znanja in tako naprej, mislim, tukaj so, jaz razumem stvar, eden ključnih elementov ljudje. Te je treba spodbuditi, da dajo pač največ od sebe, kar se da. Kako vi to dosežete? Ja, verjetno je res osnovni pogoj za dobro razvojno naravnanost ustrezna kadrovska politika. Torej, ljudje so najpomembnejši. Mi v našem podjetju nimamo nekega posebnega sistema vodenja kadrovske politike. Glede na to, da se pač ukvarjamo z to vrstno dejavnostjo, ki je izjemno zahtevna, je naravnanost celotne poslovne politike, celotne filozofije k razvoju. Torej, naše celotno podjetje je stremi k razvoju vsakodnevno, vsak na svojem področju in slehati novo zaposleni je torej v prvem dnevu soočen za tem izzivom. Enostavno, ta poslovna filozofija je osnovna v našem podjetju, torej razvoj. Kaj pa, če se recimo izkaže, da nekdo ne ustreza? Torej, v velikih primerih se seveda izkaže, da določene kadrovske odločitve niso ustrezne in mi vedno v takih primerih se z ljudmi pogovarjamo na način, da jim želimo uspeha v neki drugi sredini in verjamemo, da v neki drugi sredini so lahko povsem uspešni inženjerji, da pa je specifika v našem podjetju takšna, da enostavno pač morajo iskati druge možnosti. Moram pa povedati to, da v večini imamo dobro bero, glede na to, da so celotni inženjerski kadri iz pretežno lokalnega območja. Zanimivo je, naše podjetje bi sicer sodilo bolj urbano okolje, ker je pač koncentracija tovrstnih kadrov večja, ampak jaz sem osebno zadovoljen, da smo našli celotni kader, tehnični, inženjerski kader iz lokalnega okolja in mi smo izjemno zadovoljni z kadrovsko strukturo, z strokovnostjo, z znanjem in pa posebej poudarjam tudi z delovnostjo vseh, ki delajo v proizvodnji. To so ljudje, ki so navajeni trdega dela, ljudje iz okolja, ki je neizprosno in v glavnem
da bi zelo težko najti kje druge tako dobre delavce, kot jih imamo v tem. Mogoče prednost, da niste v upadnem okolju. Ja, mogoče je to prednost. Je pa res zanimivo, da nas tuji partnerji, kupci, da nas prihajajo obiskovati, se pač prepričati v razvoju naše opreme. In je to izjemno zanimivo, da je to tovrstno podjetje locirano v enem takem majhnem kraju, težko dostopno, ne? Mi smo locirani v Rogacu, to ni jih center tovrstne... Ni jih center tovrstne industrije, ne? V svetu obstaja pač neki tovrstnih središč in Rogatec pač ni eno izmed tovrstnih središč. So zanimivi ti vtisi, ki jih tuji partnerji dobivajo v obisku, ampak recimo po izvajanju nekega projekta so vsi izjemno navdušeni. Jaz ob tej priliki moram izpostaviti ob zadnjem primeru našega projekta v Angliji, Imbel, kjer sem od vodje projekta dobil elektronsko sporočilo, v katerem je izrazil izjemno zadovoljstvo, da je sodeloval z našo ekipo izjemno pohvalil in zapisal, da z tako pridnimi in strokovnimi ljudmi v svoji karieri še ni sodeloval. Jaz sem res ponosen na ekipo, ki sodeluje v našem ekipu. No, vi tako 80% prihodkov dobite v tujini na teh trgih, ampak kljub temu pa delujete na Sloveniji. Kako vi ocenjujete gospodarsko okolje, v katerem boste delati? To je zdaj govoriti o gospodarskem okolju. Seveda področje, kjer se hitro zaide v obsojanje gospodarskih ukrepov, gospodarskega okolja. Torej, nakratko lahko v bistvu izpostavim samo stališče, ki je evidentno iz naše prakse slovensko gospodarsko okolje izjemno neprijazno. Treba se zavedati, da je produktivnost v Sloveniji približno za 30% nižja od primerljive produktivnosti primerljivih držav, zahodnoevropskih. Pa tu ne gre zdaj za to, da smo Slovenci bolj leni, ne gre za vrsto drugih elementov. Glede na obremenitev izplačila plač delodajalca je torej slovensko okolje izjemno neprijazno in marsikaj bi v tej smeri država morala spremeniti. Če bi 3 točke, recimo, najbolj potrebni sprememb povedala? Torej, vsekakor ta javna nadgradnja, ki je v Sloveniji, je nevzdržna. To je jasno, verjetno vsakomu danes v Sloveniji. Takšne nadgradnje si ta država za tem gospodarstvom enostavno ne more privoščiti, tako da torej javno porabo je nujno treba zmanjšati. Preko zmanjšanja javne porabe je treba zmanjšati obremenitev gospodarstva. Torej, druga zadeva, o kateri tudi govorimo in je zelo pomembna, je fleksibilnost delovnega trga. Torej, sindikati živijo v težkih zablodah, da bodo delodajalci izkoriščali fleksibilno delovno zakonodajo, zato da bodo odpuščali. V interesu delodajalcev je, da zaposlujejo, oziroma da zaposlujemo. Seveda, takrat je čas konjunkture, takrat, ko imamo naročila, zaposlujemo. V času krize, v času, ko ni naročil, pač delavci ne morajo biti v podjetjih in si morajo iskati druge priložnosti. Torej, fleksibilnost delovne zakonodaje je nujna in tretji ukrep, ki jaz
kaj v Sloveniji želimo, s čim se bomo ukvarjali. Slovenija je majhna vas v Evropi in najbrž, da ni noben problem se dogovoriti, kaj so strateške prednosti slovenskega gospodarstva. In to je treba spodbujati, v tej smeri je treba vlagati in enostavno zdi se mi, da so tudi področje, ki bi zagotovo pomenila izboljšanje gospodarske situacije. Ja, zdaj kažem, da mi do te strateških odločitev oziroma do teh odločitev tako nekako težko prihajamo, ampak vi pa do svojih pridete malo lažje v svoje prihodnosti, svojega podjetja. Zdaj, na filmu smo videli, da si želite pač končati to investicijo, da se želite postaviti v bok največjim konkurentom. In pa, ko smo se pogovarjali, pa ste tudi povedali, da bi radi združili proizvajalce takšne in sorodne opreme slovenske, ker bi s tem lažje konkurirali tudi tekmecem. Mene zanima, kako vam to je doslej šlo od rok, oziroma ali imate upanje, da se bo to tudi uresničilo? Torej, jasno je, da je potrebno združevanje. Svetovno gospodarstvo se globalizira in zagotovo ta veja, ki se v Sloveniji ukvarja gospodarstvo za opremo v industriji, v prehrambeni industriji. In tu je kar nekaj podjetij, ki so dobra. So majhna podjetja, vendar so dobra. Imajo svoj razvoj, svojo tehnologijo in prodajajo na svetovnem trgu. Torej se ukvarjajo z programi, ki najdejo kupce na svetovnem trgu, tako kot mi, in to povezovanje se mi zdi nujno. Nažalost pa slej na nek način to ni uspelo. Verjetno je razlog treba iskati tudi v neki karakterni lastnosti Slovencev, da smo morda preveč zavedani vase, v ljubosumni želimo popavati samo svoj vrtiček, ne želimo sodelovati, kar je recimo po naših izkušnjah pač na razvitih gospodarskih nekaj, kar je preživeto. Tukaj, da se upam, da se bo dobro vse nas to mogoče s časoma spremenilo in jaz sem pripričana, da vsi vam želimo oziroma uspeha pri uresničevanju teh vaših kratkoročnih in dolgoročnih načrtov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala. Lepo pozdravljeni najprej. Gospod Požon, vi načrtujete eno naložbo v času, ko se večina podjetnikov, večjih in manjših, odloča, da bo svoje naložbe premaknilo v kakšne bolj ugodne čase. Kako to, da vi pa razmišljate? Mi smo se odločili, da bi to naložbo naredili v Sloveniji, zato ker je v Sloveniji ni. Avstrija pridno trži te plošče, lepe nosice in podobno. Čeprav pri nam v Sloveniji še ni lesena hiša prav prepoznavna, mislim, da je manj kot 10% gradenj lesenih. Še manj v naših sosednjih državah, v republikah bivše Jugoslavije, kjer planiramo, da vse bo trg najverjetneje odprl. Investicijo, ki jo planiramo v našem okolju, želeli narediti predvsem se tega, da tudi tukaj zapustimo del ljudi in da tudi temu kraju dodamo neko vrednost. Zakaj ravno križno lepene plošče? Verjetno se pri proizvodnji montažnih hiš uporabljajo tudi kakšni drugi leseni takšni proizvodni? Križno lepena plošča je vsaj za moj okus kompaktna plošča. Smo vzeli daj neko trdnost objektov. Sama gradnja je precej hitra, enostavna. Posamezne elemente lahko v same proizvodnji pripraviš do vseh detajlov.
da je primer hiša, enostanovanjska hiša postavljena praktično v dveh. Vi računate, da boste 3/4 proizvodnje teh plošč v bistvu porabili za hiše, ki boste sami naredili. Tretjino boste pa prodali. Zdaj, v bistvu vse te plošče, ki jih kupujejo naši proizvajalci montažnih hiš, uvozijo verjetno iz Avstrije ali pa iz Avstrije. Zdaj, v čem boste bili boljše od Avstrijcev oziroma kako boste vi z njih prekovali? Ne planiramo, da bomo ravno boljši, planiramo, da bomo lahko te naše proizvode uporabili sami, sledili hišo ali objekt od temelja do finalizacije objekta, tu uporabili naše sedanje izdelke in sedanje proizvodnje, vrata, okna, stopnice, ostalo pohištvo, vključili tudi obrtnike z lokalnega področja in mislim, da bi pri takem objektu sodelovalo 70-80 ljudi. Zdaj, v Sloveniji je že kar nekaj proizvajalcev montažnih hiš, ne? Marle se nekaj in tako naprej. A se vam zdi, da je prostora za to še dovolj? Računate na slovenski trg ali na izvoz? Mislim, da je za takšno kapaciteto, kakšno planiramo, dovolj prostora na našem trgu. Seveda pa upamo, da se bo trg bivšega Jugoslavije odprl, ker zdaj ne moramo planirati, da bomo Avstriji montirali hišami. Je pa res, da je Hrvaška pa niže še pogoji, kar se te hiše. Vidimo slabše kot pri nas. Zato je kar dosti Erica Rodaj, vi ste nam povedali okrog 9 milijonov evrov. Kako pa vi nameravate to financirati? Mi smo postopoma pripravili zemljišče tu v okolici. Na tiho pričakujemo razpis kakšnih evropskih sredstev, ker je takšen zalagaj enkratni dnes težko za nas izvesti. Če pa drugače ne bomo pač morali se posluževati nakupa plošč iz tujine, pa postopoma pač graditi objekt pa proizvodnjo. Ampak proizvodnje montažnih hiš se boste pa torej ljubili, torej tukaj ni zdaj nekega plana B, da opustite v celotno zamislu. Ne, mi smo se fiksno odločili, da bi šli v proizvodnjo teh hiš, ker tu vidimo prihodnost, kajte v naši branži izdelava mezdarstvo, izdelava hišno ponaročilo je precej velika konkurenca. Večjih naročil ni v Sloveniji, pri manjših pa lahko kandidirajo tudi manjše obrtnike, tako da moramo nekaj. Morate nekaj narediti. Torej, mi vam želimo veliko sreče pri tem in hvala lepa, da ste prišli in se odrežili. Hvala. Naše tretje podjetje. Gospod Cajko, vi ste v bistvu naredili nekaj velik preskok, če bi tako moje najčne gledala, ne? Steklopihačko oziroma proizvodnje steklenih izdelkov, kar do hidroelektrarne. Zdaj, tukaj ste povedali, da zaradi tega, ker imamo veliko porabo električne energije, ne? Ampak lahko bi recimo se tudi na sončno energijo usmerili, ker zdaj je zelo popularno zadnje čase. In poveste, zakaj ste se odločili za hidroelektrarno? Za hidroelektrarno smo se odločili predvsem iz razloga, če se malo pomislijo, v zgodovini je bilo mnogo vlažut v tej okolici. 300 let nazaj, 30 vlažut na Pohorju. In v zgodovini so se ti obrati srečevali z enakimi problemi in težavami kot v današnjem času. Vse povrste so v nekem določenem obdobju propadne. Njihova življenjska doba je bila 30 do 50 let.
napraviti. In sem rekel, poceniti je treba proizvodnjo, težko podražiš artikle. In zato smo se odločili, da se odločimo, da zgradimo svoj lastni vir proizvodnje električne energije. Ampak to je bil tudi precejšen finančni zamudaj, ne? 3 milijone pa pol brezdavno, to ste financirali glavno z posojilom, časa pa se pa ta posojila vrača? Ta posojila bomo vračali 15 let. V začetku smo planirali 10, zdaj se pogovarjamo za reprogramiranje tega kredita. Namreč ekološke zahteve za izgradnjo takega objekta so zelo zahtevne in to je precej podražilo to našo investicijo. Če vam v ilustraciji povem, da je bilo vlog takrat na ministrstvu 150 za gradnjo malih hidroelektrarn in takrat smo dobili koncesijo 4, do danes zaradi raznih predpisov, birokracije še niso ostali dobili koncesije, pa še to od teh 4, ki smo dobili koncesijo s težavo, smo zgradili ne mi. Ostali še kar iščejo dokumentacijo in še ni pri tej dobredni pričer graditi. To se pravi 154, ne? Če pogledamo v sosednji Avstriji, je tudi malih hidroelektrarn v bistvu skoraj vsaka vasno, ne? Mene zanima, to je v bistvu, tako deluje, kot da država si ne želi, da bi imeli malih hidroelektrarn. Vi veste, zakaj je to? Ja, eni si želijo, eni ne, mi smo organizirani, ne? Če bi ta potencial malih hidroelektrarn združili, bi dejansko lahko nadomestili tudi tež, pa ne bi bilo dima, pa smoga, recimo, oziroma energija bi bila sigurno čista, brez škodljivih emisij, škodljive emisije bi rekel 0. No, če se omenili Avstrijo, v Avstriji deluje okrog 2000 malih hidroelektrarn, pri nas mogoče marsikdo ne ve, da jih je. Točne številke ne poznam, 480 je bila njena številka, vendar tu moramo upoštevati, da se šteje tudi 10 ali 20 kW kot mala hidroelektrarna in seveda, če je priklopljena na omrežje. Naša mala hidroelektrarna je precej močnejša, spada pa tudi temu kategorijo malih hidroelektrarn, lahko pa rečem, da je zelo sodobno zasnovana in izvedena. Zdaj, vi ste skoraj 2 leti zamujali za dokončanje, poveste zakaj? Vzrokov je veliko, tisto najbolj tragično in ne bi se podrobno slušal, ampak recimo država, ki je dala koncesijo, so nam recimo namesto, da bi nam dala nekaj jamstva, so nam naprtili, da moramo mi državi dati izročiti bančno garancijo in to za 200 000 evrov, da bomo naredili. To pomeni, da še neki lobiji delajo, ali je to zavista, kakorkoli, ali je slaba zakonodaja, no, na ministrstvu pa sem večkrat še v kontakti zadržuje, da se to ne bo več ponavljalo naprej. Ampak če pa gledamo, da so pa težki dali jamstvo, smatram, da taki manjši investitorji, kot smo mi, nismo v enakopravnem položaju. Ampak kljub temu ste se odločili, da boste naredili še eno. To pomeni, da se boste preusmerili od proizvodnje oziroma od teh steklenih izdelkov k proizvajalcu energije? Prišli smo do izkušenj, kje so prednosti napake v takšnih, kako bi rekel, investicijah. Te naše izkušnje dejansko
in izgleda, da bo se premaknilo na bolje v tej smeri. Zato pričakujem pri naslednjem projektu veliko manj problemov. Pa je ta projekt, mislim, boste začeli ga pozdoblenjem, Ja, projekt od ideje do organizacije traja 7 let. Upam, da bo ta, recimo, ki je v 4 letih, to bi bilo čisto normalno, ne more biti tako. Dokumentacija je zahtevna, samo menim, da mora biti ustrezna zaradi raznih vprašanj okoljskih, vendar mora se skupaj potekati hitreje. Kaj bi bilo treba narediti, da bi potekalo hitreje? Ja, državna demokracija je zelo počasna. Recimo tudi po nekaj mesecev traja, da dobiš odgovor. Se pravi, skrajšati te odzivne roke. Just in time. Ja, tako. Ok, gospod Sajko, najlepša hvala za obisk. Mi vam želimo, jaz vam želimo veliko sreče in uspeha še naprej. Upam tudi, da boste opustili steklarstva, o katerem nisem bi ga rekla nič, ampak lahko še mogoče za zaključek. No, ker sem Moronaške, da ne bo, mislim, da smo se samo zdaj omenili o energiji. To je naš del produkta. Mi nikakor ne mislimo opustiti steklarstva. Držali se bomo tega starodavnega obrtnega načina, ker smo še bili ustavili na način v Sloveniji, torej steklarna gre tehnološko naprej, mi bi pa šli bolj radi v smeri v liniji umetniškega oblikovanja. Taka naložba zraven, ki se mi cenimo v prihodnji, ker imamo nekako dostojne energije vlastne, je dejansko bi lahko rekli, da se sami krepimo za svojim znanjem, da dejansko ne bi ta umetnost nekje zavrla. Zato smo napovedali, da bi tudi v to smer želeli prihodnje leto vlagati. Najlepša hvala še enkrat.